kjer človek živi zdravo. Zelo simpel, jaz imam 5 vprašanj in bom ugotovil. Rekel bom, koliko časa na dan spiš? Spiš redno? Kaj ješ? A se gibaš? A se, ne vem, drogiraš in tako naprej, ne? A si odvisnik in tako naprej. In mu hitro rekel, ok, tale je zdravo živi, tale pa ne to zdravo. Simpel. Zdaj pa rabimo nekaj konkretnega v smislu hrana in spanje, ekvivalentno tem konkretnim stvarem, da bomo mi ugotovili pesimistično nagnjenja pa optimistične nagnjenja. Pa se to obstaja, researchi, ampak ti mi povej, kako sploh veš, kaj je optimistično, mislim, kako to pride do izraza tekom dneva. To moraš recimo videti pri ljudeh, ki si malo bolj close, da pravilno oceniš. Večkrat jih moš videti, ja. Da pravilno oceniš. Ja. Lahko tudi oceniš pri ljudeh, ki jih ne poznaš toliko, ampak lahko se zmotaš, večji imaš rizik, da se zmotaš. Pri ljudeh, ki jih poznaš, to vidiš v bistvu čist tekom pogovora o prihodnosti. O prihodnosti, njihovi prihodnosti, situacijah, kaj se bo zgodil s societyjem, s čemerkoli gre svet v boljšo smer, gre v slabšo smer, a je veliko priložnosti na trgu, a je malo priložnosti, a bo še manj priložnosti. Ne? In to zelo enostavno, če ta pogovor vidiš, a je nekdo, ali pa tako bom rekel, ne? Optimizem je kreativna sila, bi jaz rekel. Pesimizem je destruktivna sila. Ne? Optimist vidi priložnosti za kreacijo v večjih stvareh, kot pesimist. Pesimist ne vidi možnosti za kreacijo v situacijah ali pa v stvareh. Tako bi najbolj jaz opisal konkretno. Ne? Ja, se pravi, jaz to gledam. Jaz ti dam to, to. Pa ti rečem, to imaš cel dan, ko boš tem naredil, moraš prodati, ne vem. Nič se ne da, ker je beden kozarc. Ne? Jaz gledam tukaj v bistvu na 3 nivojih to. In to je meni zelo pomembna lastnost in tudi v bistvu, ko bi rekel, cenim ljudi oziroma spoštujem ljudi bolj in bolj so mi zanimivi ljudmi, ki so nekako optimistični. In kaj so zdaj te, recimo, 3 stvari? Prvo je energija, kar pomeni, da ko se ti družiš z človekom ali prenaša neko pozitivno energijo v prostor, ali dobre volje nekako, tako čist simpel bomo rekli, ali nekako slabe volje. Večinoma, to ga moš večkrat videti. In to je ena lastnost. Druga lastnost je ta kozarc. Pol prazen, a pol poln. Če se nekaj zgodi v svetu, karkoli se zgodi, a se boš ti fokusiral na ono, kar je slabo in boš v bistvu se pritoževal, ali boš, ne vem, jezen, ali boš mogoče nekaj dobrega najdel. To je to. Tretja stvar je pa tudi, kako se odločaš, kaj boš naredil, ko imaš neke scenarije, ki so lahko v prihodnosti se v bistvu materializirajo in so lahko dobri, lahko so pa malo slabši. In ti moraš verjeti, da se bo nekaj dobrega zgodilo. In samo tako boš ti imel uno inercijo, da boš šel, da boš nekaj riskiral, da boš odprl firmo, pa da se boš preselil, da boš nekomu pomagal, brez da ti bo on, ne vem, plačal vnaprej. Itd., razumeš, ne? In ti moraš verjeti, da se bojo dobre stvari zgodile. In to, čeprav mogoče ni nobene baze, je to smiselno. Ne? Recimo, Slavo ima uno znano anekdoto, ko pride Niels Bohr, oziroma nek znanstvenik, in v bistvu mu potrka en friend na flat in reče: Niels, ti imaš tukaj uno potko od konja, zakaj imaš to? Pa ti si racionalen človek, ne? Pa on reče: ja, tudi če ne verjamem, je smiselno, da imam to, to neko za srečo. Just in case, ali? Ja, tako. Okay, ja. In tudi, če v bistvu ni neke racionalne podlage, da v bistvu bi lahko verjel, da se nekaj dobrega zdi ali pa nekaj slabega, je smiselno biti optimističen, ker boš manj trpel. Tako je, ja. To je fora. Ja. In, se ful strinjam. Ampak to, ja, kar sem rekel, destruktivno pa, mislim, že tako,
če čist rečeva, se bo mogla zaključiti počasi. Zaključiti, ne. Ja. Mogoče samo to, da vsi smo nekako, že kar rodimo, ko se človek rodi, je optimist. Pa bom probal razložiti. Recimo vsak od nas, ki se zbudi zjutraj, že to, da greš ven iz posle, je dokaz, da si mal optimista. Ker ti ne veš, kaj bo ta dan prinesel, ampak verjameš zato, ker si vstal, da bo nekaj dobrega. In tudi, če se ne počutiš čist dober, si že s to akcijo si dokazal, da imaš malo optimizma v sebi. In zdaj mogoče je sam point tukaj, a znaš ti to negovati. Ker to ne pomeni, če si pesimist, da si absolutno pesimist. Sam bolj si prevešen trenutno na uni strani. Ampak imaš pa optimizem v življenju. Že vstati iz posla, to sem hotel povedati, je optimizem. Je kreativnost, je kreacija. Ti greš v dan, ker ne veš, kaj bo prinesel. Čeprav se ti zdi, da ne bo nič, ampak si vstal. Drugače ne bi vstal, ali pa bi se ubil, ko bi zjutraj se zbudil. Tako, neka ta pesimistična zadeva ima pa neke ekstremne zadeve, ki se prevesi v depresijo in to je pa res ne ostaneš. Se tukaj prejeva do tega smisla življenja. Ko imaš ti taksi, ali kaj gledaš od zunaj? Ne, gledam neke zapiske, stari. Kaj imaš zapiske? Se pravi, zdaj si šel kao Lex Friedman, smisel življenja. Ne, nisem jaz šel, ampak do tega sva sama prišla. Zato, ker to je zjutraj, ko vstaneš, kaj je tvoj smisel lifea? A veš kaj, enkrat sem se z enim pogovarjal, pa rekel, ni smisla lifea, ni smisla vesolja, ni smisla vsega. Pa sem jaz rekel, ne bom ti tega verjel, zato, ker se danes ti nisi ubil. Že to, da se ti nisi ubil, mi pove, da imaš nek smisel, da ti je pomemben živeti. Tako nisem mogel mu verjeti, da verjame, da ni smisla v življenju. Ker jaz mislim, če nimaš smisla v življenju, nička, se takoj ubiješ. Mislim, to ne vem, ampak meni se zdi, da ni smisla, nekega smisla tretjega zunanjega. Ne, nisem tega rekel. Vem, ampak na podlagi tega bi lahko rekel, ni smisla. Ampak zakaj se ti, ampak kdorkoli zbudi vsak dan, in v bistvu mu je dober iti v življenje, ker ti hočeš imeti neke izkušnje, ki ti dajo neke prijetne občutke. In to recimo, meni so recimo prijetni občutki, če nekaj zanimivega preberem. Meni so prijetni občutki, če se, ne vem, srečam s prijatelji. In v bistvu zaradi tega nepričakovanega, ko bi rekel, nepričakovanosti prijetnih občutkov, recimo jaz osebno se razbujam, ker ne veš, kaj se bo zgodilo. To je ključno. Ker ne veš.